Festival avtorske fotografije povezuje generacije fotografov, ki imajo osvojeno različno predznanje. Začel se je v petek 1. julija z razstavo Knjiga dokazov avtorice Špele Škulj. Prvi teden v juliju pa so na različnih lokacijah potekale delavnice. Jedro festivalskega dogajanja je tudi fotografska delavnica, tako da udeleženci od ponedeljka do sobote ustvarjajo različne fotografske zgodbe oziroma fotografije, tako na področju režirane fotografije, dokumentarne fotografije, avtorske fotografije, in v bistvu v sklopu te delavnice udeleženci ustvarjajo na različnih lokacijah v centru mesta in izven. Vsi tisti, ki se s fotografijo ukvarjajo v prostem času, so imeli pester teden, namenjen ravno temu – odkrivanju novih znanj na področju fotografije. Ustvarjalcev je 9 v letošnjem letu in v bistvu zelo poglobljeno in individualno ustvarjajo z mentorji v manjših skupinah. V sklopu festivala so tudi tradicionalni fokusovi pogovori. Za nami je že pogovor na temo dokumentarne oziroma angažirane fotografije in modne oziroma fashion fotografije. V petek pa še pogovor na temo avtorske fotografije. Delavnica, ki smo si jo ogledali mi, je potekala v zapuščenem stanovanju na Stanetovi ulici v Celju, ki so jim ga v stilu sodelovanja prijazno posodili na Nepremičninah Celje. Gre za delavnico, ki jo je vodil predavatelj modne fotografije na oddelku za fotografijo Vist v Ljubljani. Danes imamo drugi del oziroma tretji del delavnice v sklopu režirane fotografije in mode. Nekako smo se skozi prve dva pa skozi neko teorijo pripravili do tega, da dejansko se zdaj sami lotijo malo bolj kompleksnega postavljanja režirane fotografije. Tako da nekako pripravili se zadnje 2 dni, so se nekako pripravili na tole zdaj. Zanimivo je, koliko se jim recimo percepcija zamenjala na včerajšnjem fotkanju, pa tako, ko so sproti malo spreminjali, oziroma ko so sproti opazovali, kako se te stvari delajo. Tako da jaz kar komaj čakam, da danes naredijo vsak svojo sliko tlele. Delo mentorja na delavnici je večino časa opazovati in pomagati, če je le to potrebno, in pa zaključiti izdelek. Glede na to, da v bistvu so z lučmi še niso recimo čist na ti, smo zmenili, da nekako oni kreativno sfurajo stvar. Ker luč bom jaz igral s tem, je to pač moj izziv. Predvsem meni zelo pomeni, da oni ta mindset, oziroma da začnejo razmišljati v tej smeri, kako postaviti nekaj, da lepo izgleda, oziroma da pač nekaj pove, naracijo bom pa že jaz dodatno dal na lučne, tako da imajo sorazmerno proste roke. Eno nadstropje višje, prav tako v stanovanju Nepremičnin, pa so v okviru festivala 2. julija odprli razstavo ustvarjalke mlajše generacije Ane Straže. Kustos razstave pa je bil Matija Plevnik. V bistvu leta 2015 sem bila na Škotskem pol leta, tako da tam sem spoznala Malcolma. In v bistvu med najnim druženjem sem se nekako odločila, zato ker je ful zanimiva pojava, da ga pofotkam. Gre za fotografije, ki odlično sovpadajo s sobanami v 170 kvadratnih metrov velikem stanovanju. Razstavo si je možno ogledati do 15. julija in sicer na zelo zanimiv način. V stanovanju je namreč tema, zato potrebujete svetilko, ki jo dobite pri vhodu. Tudi posnela so pa še tu en audio, 60-minutni, v katerem on tako izredno nesebično razlaga svoje življenje, svoje fantazije in še kaj. Delavnice nato po koncu nadgradijo z odprtjem fotografskih razstav, strokovnimi debatami o fotografiji, kar predstavlja tudi zaključek festivala. Festival zaključujemo z zaključnim večerom, kjer bodo udeleženci pokazali svoje izdelke, ki so nastali v okviru delavnice. V 9 letih, kar poteka festival, se je pokazalo, da je to odlična priložnost, da skozi fotografsko ustvarjanje pridobivajo in nadgrajujejo znanje, predvsem pa se sproščeno povežejo med sabo vsi, ki imajo isto zanimanje.